Vita živijo, Mojca z vami, javljam se iz Slavita Stemplja. Danes gremo v zelo zanimivo temo in sicer na delovno mesto. Na kakšen način 8 ur preživimo, da se dobro počutimo, da shajamo brez bolečin, predvsem to. Tako da bi jaz najprej poudarila, tisti, ki večinoma sedite na delovnem mestu, je najbolj pomembno, da sedite vzravnano. To pomeni, da niste takole. In si že tlele vzadej delate grbico, ko vam brada takole pade dol, potem je itak kukal tlele vzadej in je tudi usločena medenica. In enostavno tule v trebušnem delu pritiskate na vse organe, da vas lahko še kakšen želodec boli ali pa kaj podobnega. Potem ne more želodec prebaviti oziroma presnoviti hrane. Potem v črevesju seveda se dogajajo spet druge nevšečnosti, ker želodec ne zmore svojega dela narediti, če skozi nekaj pritiska na njega. In potem gremo dalje tudi v spodnji črevesni. Numero 1 je vedno drža, tako da dajte paziti na držo na delovnem mestu. To pomeni, da si vzravnano, stisni trebuh, torej ti že delajo mišice, če tako gledaš, imaš skozi trening, enostavno ta prsni koš sprosti, ne ga takole krčiti, pa je vse zakrčeno, spet sprosti, raztegni, rame daj nazaj, brada je vzporedna s tlom, torej nisi takole, ampak enostavno, široko in radovedno gledaš v svet, jaz rečem. Tako da to res pazite na ta sploh zgornji del, ko sediš, da enostavno si vzravnan. Tudi brada mora biti na svojem mestu in seveda pogled je v višini oči. Zdaj boste rekli, jaz pa moram gledati v ekran, pa na tipkovnico dol. Lahko gledaš na tipkovnico dol, ampak ne tako. Ampak enostavno pogledaš z očmi navzdol. To je drugi issue. Zakaj imamo oči? Zato, da jih uporabljamo, ne zato, da imamo vsak let slabši vid in potem imamo očala in je konec. Oči so sploh na udaru, če delamo recimo v pisarni in gledamo 8 ur v ekran. In seveda se začnejo solziti, lahko so suhe in vse to vpliva tudi seveda na vid. Bolj smo utrujeni, bolj se mučimo, kaj tam piše, in te stvari. Ampak, če mi telovadimo z očmi, še to, zdaj ta part, če gremo na oči, če telovadimo z očmi, so one v svoji, bom rekla, delovnosti. In zato jih tudi imamo. Ne zato, da takole pogledaš dol, ampak zato, da takole pogledaš dol, pa gor, pa levo, pa desno. A sploh kaj uporabljate še oči na ta način? Ali se rajš obrnete na desno, pa pogledate, ali rajš takole malo poškilte, pa seveda polko več ne gre, valjda tudi obrneš glavo, ampak ali kaj v bistvu sploh narediš najprej, da obrneš oči, pa se greš potem šele z glavo. Da obrneš oči, pa greš potem z glavo. To je telovadba oči. In ker te telovadbe več ni, ker samo še takole delamo, gor pa dol, in oči stojijo na mestu, nič več ne delajo in zaradi tega stagnirajo. Dobesedno stagnirajo, potem pa so še ti zunanji dejavniki, gledanje v ekran, modra svetloba in te stvari. In je eno z drugim, Ampak če boste vi saj uporabljali, če boste telovadili z očmi,
vam bojo učke ful hvaležne, tudi vid se bo poboljšal oziroma se vam slabšal. Tako da večkrat čez delovni dan se zaglejte skozi okno v naravo. Če nimate zdaj tiste narave, ne vem, sigurno imate v pisarni kako rožico, dajte se zagledati v rožico. Tako da spočijete majčkeno oči, zelo pomembna stvar, zato ker enostavno drugače preveč obremenjujete te vaše uboge učke. To je čisto ena taka just a thought, ne, samo misel, ampak se mi zdi ful pomembna, ker mogoče še ne razmišljamo toliko o tem, ne? Ampak enostavno je treba ful paziti, da mi uporabljamo oči. Če jih ne uporabljamo, začnejo stagnirati in s tem tudi naš vid. In zato imamo očala. Zato pa imamo očala in potem se še slabša vid, ker pa sploh nič več ne delamo z učkami. Ne? Enostavno jih imamo, ne vem, za okras, pa tisto osnovo, da res pač nekaj vidimo. Ne? Tako da, dajte si v to majčkeno vzeti samo tako na razmišljanje, no? Če ne gre še drugače, pa dajte majčkeno probati, majčkeno takole pogledati, ne? Preden se obrnete ali pa dol pa gor. To je, kar se tiče učk. Naslednja faza je pa ta, že kar slišam vprašanje, ja, kako ne pa je s tipkama, ne, če ne smem takole biti. Prva stvar je, dvigante si tipkovnico. To je prva stvar. Druga stvar je, dvigante si ekran. Ekran si dajte v višini oči. Ne? To pomeni, da že v ekran ne gledate dol, ampak lepo gledate v višini oči. To je zdaj spet en tak mini nasvet. Dvigante se tipkovnico. To pomeni, veliko imamo teh stvari, ki v bistvu dvigujejo tipkovnico, pripomočkov. Pač vzamete si nekaj, pa si dvigante, da imate majčkeno višje, tipkovnico in ne rabite potem res takole dol v bistvu gledati, ampak lahko samo z učkami gledate. Te stvari, malenkosti so res zelo pomembne. Zelo pomembne, ki si jih sploh ne zavedamo. Držo paste, danes smo predelali še oči, Tretja faza je pa še, da enostavno skrbite za sprostitev, ker res ne morete 8 ur non-stop gledati tiste ekran. Dajte se vmes raztegovati, dajte se sproščati. Pejte, ne vem, če imate stopnice gor pa dol, da se malce predihate, da se razmigate. Ful je pomemben, da dihate, da v bistvu ne zadržujete dih, ko nekaj počnete, da non-stop dihate. Ful pomembna stvar. Tako da niti, zdaj pa imam še to, pa še to, pa še to, pa itak sploh ne dihaš in pol na koncu že kar ti zrak loviš na škrge. Tako da dajte tudi to paziti, da dihate, da predihate telo. Dajte si vzeti pavze, raztegujte se, raztegujte ramenski obroč, prsnico raztegujte, streste roke, raztegujte prste. Prste je treba raztegovati, ker so non-stop v teh pozicijah pokrčenih. In morate narediti ta balans, da raztegujete vsako uro takole naredite, pa ne pozabiti na palce, pa seveda streste. Če ne se nabira tukaj energija, ki zastaja, ki ste skozi zakrčeni in potem imate še prste vse zaotečene. Tako da še ta problemček smo zdaj nekako izpostavili. Tako da to so res take nevšečnosti, ki je fajn, da jih ozavestimo in da nekaj naredimo na tem. Če ne pa imate potem res ful težave, sploh z zgornjim delom hrbtenice, nekateri tudi spodnjim, zato morate res paziti tisti, ki imate spodnjim, kako sedite, tudi spodaj. Zdaj smo mi pogledali bolj zgornjo držo, je pa tudi spodaj, torej trebuh noter
in medenica mora biti sproščena, ne da ste takole, ampak dajte se res odpreti. In pač ta vaš S hrbtenice mora res biti v naravni vaši eski, ne prisiljeni, ker potem nas spet vse boli. In seveda ne smete biti predolgo v tej poziciji, to pomeni, da se morate majčkeno, na vsake toliko časa se morate, tako kot sem že rekla, majčkeno raztegovati, enostavno raztegniti, predihati, vstati, stresti in naprej. Ful pomembno, da v bistvu ne sediš 8 ur neprestano takole. Ful pomembna stvar, drugače seveda že kaj čutite, da vas boli, pa tlele, pa v križu, pa ne vem kaj vse, pa se pa še majčkeno takole, pa stajle nebi, pa takole, tipkate, pa ne vem, karikiram, majčkeno si vzamete tole na znanje in nekaj naredite, na tem. Tako da jaz imam na to temo že veliko posnetih video posnetkov, tako da si lahko majčkeno greste nazaj, pa si pogledate. Bom še kakšen video posnela na to temo, ki se mi zdi blazno pomembna, da se razteguješ, da imaš tiste mikropavzice, da dihaš, predihaš telo, da imaš svežji zrak v pisarni, torej prezračujemo pisarno, dajte si malce več zelenja v pisarni, tako da boste imeli nek feeling narave in domačnosti, da ni sam tista elektronika, ki nas kroža. Da ne bom predolga, bom jaz zdajle končala. Se oglasim sigurno še kaj. Več vaj imate na mojem YouTube kanalu, se lahko subscribate ali naročite nanj, tako da si lahko majčkeno pogledate, seveda kakšno naredite. In drugače dobrodošli na delavnico dihanja, če želite majčkeno več o dihanju, ozavestiti to naravno dihanje, Dihanje delamo tudi na vadbi Vitas Energy, tako da če slučajno želite eno tako, bom rekla, sprostilno vadbo, energijsko vadbo, ki nas v bistvu napolni zopet z našo energijo, ste pa dobrodošli seveda tudi na moji Vitas Energy vadbi. Uživajte na delovnem mestu, glejte široko in na vse strani, uporabljajte učke, raztegujte se, sproščajte se in pa seveda pazite na držo. Dokler se ne vidimo, vas srčno pozdravljam, pazite nase in Vitas živjo.